Zoran Đukić Stoja, predvsem, Stoja. bi rekel včasih. Stoja nepremičnine. Predvsem Zoran Đukić Stoja, predvsem me kličejo Stoja. Samo Stoja, nič drugega. Včasih sem bil Travolta, zdaj sem pa samo Stoja. Tako da v bistvu ta brand se je tako prijel na ta moje ime pa na mojo osebnost, in v bistvu se mi to zdaj bolj drži kot vse, kar se mi je včasih držal. Tako da sem v bistvu nepremičninski posrednik, večina ljudi me pozna, mogoče tudi kakšnih drugih medijev, in se ukvarjam s posredovanjem nepremičnin, z galerijo Stoja Art Collection Gallery, DCS, Diplomatic Corporate Services, imamo še en produkt, Real Estate TV, pa še kaj bi bilo, pa bomo mogoče še malo pustili. Sej, ta Real Estate TV je bil tudi razlog, zakaj se je meni zdelo, da bi bil morda dober sogovornik, da spregovoriva o tej slovenski obsesiji z nepremičninami. Ja. A sem prav povedala, ali je to morda povsem običajen pojav, ki nima zveze z obsesijo, ali smo Slovenci vendarle malo specifični, ko začnemo razmišljati o zidovih? Ja, ni mit, da smo obsedeni, a ne. To je dejstvo. A veste, že skozi zgodovino, ne, če greva se dotakneva, moramo razmišljati malo za nazaj, da je to že nekako postavljeno bilo, da je bilo osnovno preživetje na zemlji. In zemlja in živina. Hiša, zemlja in živina. To je bilo osnovno preživetje našega kmeta 100 let nazaj, a ne. Se pravi, in to imamo mi v DNK-ju. Zdaj, če pogledamo naprej malo v socializem, ne, v bivšo jugo, kako se je živela, ne. Se pravi, vsi smo bili enaki, ampak smo imeli vsi neka stanovanja, malo Štepanc, malo ne vem in tako, ampak bili so posebni oni starši, ki so imeli hišo na morju, vikend v Kranjski Gori, a ne. Oni so bili pa posebni. Že takrat smo se malo začeli deliti. Po osamosvojitvi je pa to sploh s tem novim sistemom, kapitalizem, liberalizem in to, udarilo še toliko bolj ven, da bi rekel, da na žalost več imaš, več veljaš, ne, in se pravi, to se kaže tudi na nepremičninskem delu, a ne. Kjer se pač, bi rekel, neka osnovna človekova potreba je itak nepremičnina, a ne. Se pravi, brez tega ni življenja, tako kot ni obleka pa hrana, ampak se mi zdi, da v našem slovenskem prostoru, ali pa bi rekel širši regiji Alpe Adria, tudi že nekako je en del varnosti, stabilnosti, in bi skoraj rekel že malo dostojanstva. Dostojanstva. Celo to, ja. Statusni simbol, namreč dejstvo je, da marsikakšen strokovnjak za investiranje meni, da so druge oblike investiranja, ki so bolj donosne kot nepremičnine. Kaj je Slovenci, da tako zelo radi investiramo v nepremičnine in da smo tako zelo neodprti do drugih oblik investiranja? To je več točk, ki jih lahko mogoče malo pokomentiram. Prva točka je ta naša življenjska izkušnja. Recimo 1990 smo imeli tam en kup enih inflacij, a ne, transformacij, propadov bank, a ne, NKBM delnic, ki so pač propadli, Luka Koper je šla 100 na 30. En kup enih finančnih res neljubih dogodkov, poleg finančne krize 2008, a ne. In veste, bi rekel, da to je en ta del slovenske izkušnje. Vsi smo šli kupiti NKBM delnice, vsi smo zgubili. Vsi smo kupili Luko, smo zgubili, a ne. Vse zdaj se je popravilo, nič hudega, ne. In ta izkušnja naša, veste, pa propade banka, pa inflacija ti poje sploh v starih časih, a ne. A veste, in potem ta denar, kako ga boš investiral, ne? Najlažje ga boš dal v nepremičnino, zemljišče ali zlato. To so ti tri svete krave v Sloveniji, a ne. In če pogledamo našo pismenost, osnovno, se pravi, kdo pa je v sistemu šolskem poskrbel, da jaz se v osnovni šoli učim o delnicah, o investiranju, in v srednji šoli recimo, malo smo se dotaknili mogoče na ekonomski šoli, a ne, ampak v osnovi, a veste, vsak se uči za to, keramičar za keramiko, farmacevt za farmacijo, to, na to nas ni noben pripravil, na to pismenost, a ne. To bi mogel mogoče šolski sistem, je tudi mogoče en del tega, da smo vsi zaljubljeni v te nepremičnine, se pravi ta zgodovina, da živiš od zemlje in na zemlji, ta zgodovina izkušenj skozi pač neke slabe, bi rekel, investicijske možnosti, ki so bile na našem teritoriju, ne, kjer smo se ustrašili pa zgubili, in seveda potem pa tudi ta občutek, kar sem prej povedal, da moraš nekaj svojega imeti, to imamo pa že v genih, a ne.
ta občutek, da moramo živeti v lastni nepremičnini. Jaz ne vem, ali živimo v nekem milnem mehurčku, ampak jaz po svetu tega ne vidim. Na Dunaju, denimo, moji kolegi odvetniki nimajo nobene težave povedati, da z družino živijo v najemniškem stanovanju. Na Nizozemskem prav tako ne. Kaj je v Sloveniji, da si loser, če pri, ne vem, 35 nimaš svoje nepremičnine, še boljše svoje hiše? Ja, veste kaj, sistemi so zelo različni. Ne. Če pogledamo te države, ki ste jih navedla, ne, in če pogledamo recimo A se tika pa se tikava? se tikava, Se tika. ki si jih navedla, Ok, hvala. se pravi, če pogledamo mogoče tudi malo širše, recimo, bi rekel, da je sama miselnost tam dosti bolj, tudi življenje je nomadsko. Življenje, ne pripadaš kraju, kjer si rojen, ampak pripadaš svetu. In bolj je zahodni svet razvit, večja je fluktuacija, bolj jemlješ službo danes v tem mestu, jutri v tem mestu, a ne. Pri nas v eni vasi se rodiš, v eni vasi umreš. In iz iste vasi lahko hodiš tudi na drug konec Slovenije v službo, konec koncev. Recimo, že to je Samo v Ljubljano. že to pri nas je, ta migracija je zelo zanimiva, da se vsi tega izogibamo. Pa imamo to migracijo, ne, tudi dnevno iz mest, iz Celja v Ljubljano pa tako. Ampak generalno govorim, naša miselnost je, kjer si se rodil, tukaj pripadaš, tukaj umreš. V tujini je to malo drugače. Se pravi, ta nomad style, a ne, ki ga imajo tujci, ne. In oni se ne vežejo toliko na niti na lokacijo, niti na nepremičnino. Oni se vežejo bolj na experience, pa bolj na bi rekel, na neko službo, ki jo imajo. Zdaj ta digitalni nomadizem, ki ga zdaj imamo, bo pa popolnoma pol še, recimo bi rekel, spremenil način bivanja, da bo v bistvu stanovanje res rent tudi kot avto, ne. Malo te miselnosti morda v zadnjem času razblinjajo novi projekti. Gospod Boscarol denimo, ko pravi, dajmo prilagoditi nepremičnine temu, kar zares rabimo, pa on govori o nekih, obstaja celo neki izraz za ta stanovanja, kjer si ti samo čez teden in kjer noter ne kuhaš in kjer potem čez vikend. A je to nekaj, kar v Sloveniji lahko funkcionira? Je to nekaj, kar bi morda rabili? Sama ideja, mogoče gospoda Boscarola zelo spoštujem, res kapo dol. Vendar je treba nepremičninski trg podrobno spoznati. Ideje, ki so implementirane na zahodu, tudi pri nas ne delujejo v osnovi že na luksuzu. Tam, kaj je denar, ne delujejo. Bom dal primer. Imaš recimo zahtevno sosesko, zgradiš ful luksus in vratar košta 3000 evrov na mesec, ga noben noče plačati v tej stavbi, čeprav imajo vsi milijone. Mi smo najbolj značilni, da želimo imeti luksus, ki pri nas ne obstaja, ga bom pol pojasnil, zakaj ne obstaja. In noben noče plačati. Vsi bi imeli bazen, noben ga noče plačati. Ne, in tle imamo mi ta problem. Zdaj, spreminjati mentaliteto ljudi, recimo ta primer, da se ne kuha, to je zelo težko, ker pri nas ljudje niti niso toliko bogati, da bojo skozi odzuni jedli, niti ni tak tempo, pri nas se dela 8 ur, zakonodaja imamo delovno 40 ur, pa so pa ljudje frej. Nismo mi, a veste, sužnji kariere, kot v tujini, in potem ne kuhamo. Valjda, če mi živimo v drugačnem okolju, to jaz kot investitor si ne bi nikoli privoščil. Bi pa razmišljal definitivno bi pa razmišljal o novih, recimo, soseskah, ki so recimo kot neki kampusi. Kampus za starejše. To je recimo ena stvar, ampak ni varovana stanovanja, ki so bila pri nas, pa ni nič od teh varovanih stanovanj. Pravo varovana stanovanja, bi rekel, res se gradijo zdaj tudi, ampak recimo dr. Bitenc, mi smo zdaj prodali prava varovana stanovanja nad zdravstvenim centrom njegovim, z GUM-om direktno povezano. To je zame pravo varovano stanovanje, ne. So pa tudi druga varovana. Govorimo o enem kampusu, kjer so stanovalci, živijo v tem stilu in imajo tam tako facility. Svoj tretje življenjsko obdobje. Tako, in tam živijo na tak način in so stanovanja temu prilagojena. Imamo študentski kampus. Manjka pa enem, recimo, produkt, ki bi ga mogoče tudi s gospodom lahko debatirala, pa z vami. Se pravi, kako narediti stanovanjsko naselje na cenejši lokaciji, z normalnimi materiali, ne predragimi, z manjšimi kvadraturami, z zadostnim številom sob, kar se da, kar je že razvijem in tudi na tem delam. Se pravi, kjer bi imel tipa facility dodatne prostore. Torej, živim v
trisobnem ali dvosobnem stanovanju 50 kvadratov, 40 dvosobnem ali trisobnem 60. Zelo majhne sobce, ampak ko pridem dol, imam pa ogromno dnevno sobo skupno, sprejemnico, fitness, a ne, pisarno, working room in svoje stranke spremenjen party room. A ne. In pol jaz ne rabim, imam potem manjše stanovanje, to manjka, to če je mislil razvijati. A ne, to manjka. Okay, ampak to pomeni, da bo čisto vsak sosed videl, kdo k meni prihaja na žurke, da bo čisto vsak videl, s kom imam jaz sestanke. Jaz mislim, da ta zasebnost si jo vsak vodi, kakor si jo želi. Ne. Jaz sem recimo v tem delu zelo odprt. Jaz nimam nobenih težav, da potem tistega soseda, ki tam še povabim zraven. A veste, mi tlele, ko smo delali pri Bitencu, Carpe Diem, je tam ena krasna sprejemnica, krasni nabiralniki so, a veste, concierge aplikacija, da si vse naročiš in potem ena soba z šankom, s televizijo, s kavčem, a veste, tudi za druženje med temi ljudmi, ki so. Da si nismo sam sosedi v tem bloku, prijem v lift pa, ne vem, imam tak občutek, da ljudje gledajo stran eno drugega, razen če se res poznamo. Oziroma po 10 letih ne vemo nič Ja. razen kakšna oblačila nosiš. Živimo en mimo drugega. Tako da se mi zdi, da ta bivanje, kohabitacija, se mi zdi, da to je prihodnost. In to v na Dunaju imamo. To si greste lahko pogledati. Veste. In tudi ta veliki sistemi se temu prilagajajo. Tako da jaz mislim, da pri nas je glavni problem, da mi gradimo socialna stanovanja. Zakaj mi moramo graditi socialna stanovanja? Kaj s tem dosežemo? Mi delamo geta. To čez čas so geta, veste, če so socialna stanovanja. Ne? Jaz sem prodajal za DUTB Celovške dvore, pa smo imeli noter del socialnih stanovalcev. Ne? In mi, ko smo prodali zunanjim, smo razbili ta mit. Ni več, takrat je bil, zdaj pa ni več. Ne? Nam v bistvu manjkajo stanovanja in taki produkti, kot sem jih navedel, projekti, kjer bomo mi zagotovili prvo streho nad glavo mladim ljudem in s tem preprečili migracijo. Ne, da bojo samo socialni problemi v enem naselju, ampak tudi mlada arhitekt, mlada medicinska sestra, mlada doktorica. A veste, in potem se tle splete eno čarobno bivanje. Ne?